Na kavo smo povabili vse šefe manjših strank, ki bi lahko sestavile mozaik prihodnje koalicije. Kam lahko vnesem? Vezmo en zeleni čaj. Zeleni čaj. Odzvali sta se le stranki Resnica in Demokrati Anžeta Logarja. Telefoni drugih so zvonili v prazno. Najprej komentar na to, kako gledate na to, da so ostali nekako bolj vsak zase zdaj v teh dneh. Meni to v resnici ni jasno. Sploh ne vem, zakaj se vedno zgodi, da minuto po volitvah politiki izginejo iz medijskega prostora. Ampak ja, situacija je zdaj kompleksna, glede na rezultat in verjetno tudi zaradi tega. Bolj kompleksna ne bi mogla biti. Tako je, tako je. Zdaj oba dva sta lahko nekako v bistvu pomemben del bodočih koalicij. Ampak to, kar govorite, ne z Golobom, ne z Janšo, to pomeni, da je Resnica na poti v opozicijo. Da. Mi smo na poti v konstruktivno opozicijo in s tem bi dokazali dve stvari. Prva je ta, da vedno sledimo svojim načelom. Druga je ta, da lahko dokažemo, da se iz opozicije da marsikaj narediti. Torej odločitev je že padla, opozicija. Ja, če bo tak način, da bo samo en ali pa drug organiziral vlado, je to to. Ampak brez Gibanja Svobode in brez SDS-a vlade ni. Jaz govorim o Janezu Janši pa Robertu Golobu. Tudi sami ste omenili, da je zelo malo možnosti za to, da bi ta dva akterja nekako prepustila te stranke političnemu toku. In se tudi strinjam. Ampak ne obstaja veliko kombinacij. Jaz sem prepričan, da jih bojo najdel. Gospod Logar, vi pa dejansko imate ključ do levosredinske koalicije. Zdaj govorili ste, da si želite v vlado, ker bi bila vsaj ena leva stranka, ampak lahko greste v vlado, ker ste edina desnosredinska stranka? Zdaj so pred nami dnevi grmenja, ki po mojem ne bojo dnevi grmenja, ampak bojo tedni grmenja. Jaz mislim, da bodo ta dogajanja zelo odvisna od ključnih akterjev, kako se bodo v zvezi s tem pač odločili.